Z nami je zdaj Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti. Pozdravljeni, dobrodošli. Gospod Lobnik, od leta 2016 ste na tem položaju, pred vami je še 2 leti mandata. Kaj je za vas glavni dosežek dosedanjega dela? Mislim, da je naš glavni dosežek to, da imamo v Sloveniji specializirano institucijo, ki se ukvarja z diskriminacijo vsak dan, ki je vsak dan na voljo državljankam in državljanom, da se na njo obrnejo, kadar so v stiski, kadar imajo občutek, da so zapostavljeni in pri nas poiščejo nasvet, podporo, pomoč ali pa sprožijo postopek ugotavljanja diskriminacije. Ko sem leta 2016 prevzel to nalogo, je bila pred Slovenijo skoraj tožba Evropske komisije, saj kot članica Evropske unije 10 let nismo postavili takšnega organa. V rokah sem imel samo zakon, danes je to ekipa 25 ljudi, ki deluje. Od Evropske komisarke za področje enakosti pa smo lani prejeli zelo pozitivno oceno našega dela, kot vzorno je ocenila naše delovanje in razvoj. Tako da so z nami zadovoljni tako uporabniki, kot tudi mednarodna javnost. Je teh stisk veliko? Ja, veliko. V raziskavah, ki jih delamo preko javnomnenjskih anket, ugotovimo, da se kar 20% državljank in državljanov v zadnjem letu počutilo diskriminirane. Niso čisto vse oblike teh krivic tiste, ki ustrezajo zakonski definiciji diskriminacije, vendar pa je ocena, da je približno 10% ljudi v državi vsako leto doživi neko obliko diskriminacije. Ljudje pa se med seboj razlikujejo, kako usodno je to, kar doživljajo. Če se dogaja na delovnem mestu in če so eksistenčno odvisni od tega, je to lahko zelo hudo in je zato zelo pomembno, da obstaja način pomoči. Kako dnevno, recimo, ali pa ne bom rekel dnevno, ampak kako aktualna politika, aktualna politična oblast, recimo, posega v vaše delo, vpliva na vaše delo? Vi ste preživeli in desne in leve. Tako je, to je 4. vlada, s katero sodelujem, in 4. državni zbor. Mi smo kot institucija mišljeni kot zrcalo vsakokratni oblasti. Vemo pa, da je lahko človek do tistega, kar mu zrcalo pokaže, bolj ali manj kritičen. Nekatere vlade so to lažje, nekatere pa težje prenašale. Posledice smo seveda videli v pogojih za svoje delovanje. Seveda brez sredstev ne moremo izvajati raziskav in promocije in izdajati brošur, s katerimi ozaveščamo ljudi. To pa so vse naše zakonske naloge. Na splošno lahko rečem pač, da je vsaka vlada posamezna izkušnja, mi pa se vedno trudimo z dialogom do vsakokratne oblasti pojasniti, kaj bi bile poti, da bi se država spremenila tako, da bi bilo ljudje v njem lažje. Velikokrat slišimo, ali pa ne velikokrat, vsake toliko recimo slišimo, da je ta vaša institucija na nek način brezzobi tiger. Kako odgovarjate? To je bilo rečeno tudi od začetka, pa smo vendarle brez nekih sankcij, ki bi jih imeli za kršilce zakonodaje, uspeli doseči znaten napredek. To pomeni, da se podjetja, ki se znajdejo v naših postopkih, vendarle pozitivno odzivajo, ko jim razložimo, da je to, kako obravnavajo svoje delavce, naprimer diskriminatorno. Mnogi kršitelji, mnogi tisti, ki povzročajo diskriminacijo, namreč tega ne počnejo namenoma. Oprostite, pa zaleže. Ja, mnoga podjetja in posamezniki, ko razumejo, kaj so povzročili, včasih tudi, bom rekel, iz malomarnosti, nevednosti, ko so na to opozorjeni, torej lepa beseda lepo mesto najde. S tem imamo pozitivne izkušnje. Obstaja pa del kršiteljev, ki so bolj trdovratni, bolj neusmiljeni, če lahko tako rečem. Trenuten naš državni sistem je tak, da ima možnost sankcioniranja samo inšpektorati, naprimer inšpektorat za delo, zdravstvo in tako naprej. Ta sistem se je izkazal, da ima svoje slabosti. Mi, naprimer, diskriminacijo ugotovimo, inšpektorat pa bodisi izda sankcijo ali pa jo ne. Plus, da te sankcije, ki jih inšpektorati sedaj izdajo, med seboj niso usklajene. Preveč avtonomni so in tako za nekatere prekrške po našem mnenju ljudje dobivajo prevelike kazni, za nekatere pa sploh ne. To bi se dalo uskladiti. Ta mesec so išle nove evropske direktive, ki so bile sprejete v Evropskem parlamentu letos in omogočajo, da se slovenska politika vpraša in seveda išče mnenje, kako bi uredila to v prihodnje. V javnosti enake možnosti pogosto enačimo z enakopravnostjo med spoloma in pravicami LGBTQIA plus skupnosti, vendar enake možnosti so seveda še vse kaj drugega. Kje, bom rekel, saj ste že veliko povedali, ampak kje še vedno so tista najbolj pereča področja?
Ja, vedno, kadar govorimo o diskriminaciji, se vprašamo, zakaj je nekdo neenakopravno obravnavan. Kaj je bila tista njegova ali njena značilnost? A je bil to spol? Je bila to starost? Je bila to invalidnost? Vera morda? In spolna usmerjenost, rasa in tako naprej. To je bistveno. Namreč, zakaj in kje na javnem področju je nekdo dobil manj pravic kot ostali. To je jedro diskriminacije, definicija diskriminacije, in v Sloveniji po naših poročilih, ki jih sestavimo, je invalidnost še vedno prevelikokrat razlog neenakopravne obravnave. Invalidnost pa tudi spol, pa področja, če pogledava, so to področje dela in področje trga dobrin in storitev. Te dve javni področji sta zelo izpostavljeni. In pri invalidih imamo kot država velike izzive. Mi smo v posebnem poročilu o nedostopnosti javnega prostora v Sloveniji ugotovili, da imamo že sedaj več kot četrtino javnega prostora, ki še vedno ni dostopen za ljudi na invalide na vozičkih. Pa imamo tudi zakon o izenačevanju možnosti invalidov, ki je predvidel, da bo naslednje leto cel javni prostor dostopen. Ko smo vprašali odgovorne osebe v vrtcih, občinah, knjižnicah, zdravstvenih domovih, so ocenili, da bo konec naslednjega leta, ko se izteče zakonski rok, kar četrtina javnega prostora ostala nedostopnega. Vladi smo priporočili, da pripravi poseben akcijski načrt, kako to odpravi. Ljudem, ki so invalidi, moramo omogočiti svobodno gibanje po družbenem prostoru, saj so to njihove temeljne pravice. 2 leti do konca mandata še, kaj bodo glavne naloge, glavne želje, ki bi jih recimo še radi uresničili na tem položaju? Mi bomo spremljali vse do sedaj odprte teme. Med njimi so v ospredju položaj invalidov v slovenski družbi. Premalo sistematično delamo na tem področju. Mislim, da bomo raziskali tudi vprašanje izobraževanja romske populacije. Premalo romskih otrok konča osnovno šolo. Po zadnji raziskavi nekaj več kot 10%. Od njih potem ne moremo pričakovati uspešne vključitve v družbo. Tukaj so pa še vedno vsakdanji izzivi, ki jih prinaša življenje, na katere se sproti odzivamo. Nekaj sva že govorila o politiki, ampak za konec še to. Verjamete, da bo kdaj politika dvignila roke, recimo od takšnega položaja in rekla, izvolite, delajte po svoji vesti, po svojih načelih, po svojih možnostih? Ja, jaz sem optimist. Z toliko nemoči, kot se srečujem pri svojem delu, moramo pač verjeti v to, da smo vsi skupaj lahko z sodelovanjem, z konstruktivnim dialogom kot družba vsak dan močnejši. In ne nazadnje, naša institucija 10 let nismo imeli tega organa, praktično bi nas Evropa zaradi tega sankcionirala, pa smo ga zgradili in veliko naših priporočil se je tudi uresničilo in položaj mnogih ljudi se je izboljšal. Gospod Lobnik, najlepša hvala, ker ste bili naš gost in uspešen zaključek mandata želimo. Hvala za povabilo.